Zakaj ste se odločili sodelovati oziroma soorganizirati današnjo konferenco na Gospodarski zbornici Slovenije? Gospodarska zbornica Slovenije je sigurno tisti organ, ki to področje dobro pokriva, in Evropski parlament je zelo udeležen v odločanjih in oblikovanju politik na področju industrijske politike na evropskem nivoju, in zato smo videli skupno točko, kjer lahko povežemo tako našo politiko oziroma priprave na razne ukrepe, ki jih pripravljajo v Evropskem parlamentu, z konkretnimi izkušnjami gospodarstva v Sloveniji, da najdemo tista področja, kjer lahko nekaj prispevamo iz Slovenije tudi v Evropski uniji. Evropa danes govori o industrijski renesansi. Kakšna je vloga Evropskega parlamenta v novi industrijski politiki? Industrija v Evropi predstavlja izredno pomemben delež delovnih mest in področja možnosti za razvoj gospodarstva. In prav zato, ker je v zadnjem obdobju gospodarske krize prišlo do več kot 3 milijone upada delovnih mest v Evropi, več kot 15% se je znižala proizvodnja v Evropi, smo se na evropskem nivoju odločili, da je treba nekaj narediti, da se to dvigne, da se okrepi in ohrani bazo, industrijsko bazo, ki bo zelena, ki bo trajna in ki bo prinesla nova delovna mesta. In Evropski parlament je na tem področju sprejel že različne resolucije in skupaj z Evropsko komisijo določa politiko na tem področju, tudi na podlagi informacij, ki jih dobimo na takih dogodkih, kjer so udeleženi evropske poslanke in poslanci, ki prenesejo te ideje in tista področja, ki se tukaj identificirajo v Evropski parlament na evropski nivo. Kako vi z evropske perspektive vidite možnosti za industrijski preporod Evrope in kje so tu možnosti oziroma priložnosti za Slovenijo? Ja, Slovenija seveda se mora povezovati, če ostane sama in zaprta v svoj krog, seveda ne bo zgodbe o uspehu. Zato se mi zdi, da Slovenija mora čim prej se vključiti v te mednarodne procese industrializacije in seveda zagovarjati pri tem svoje cilje, predvsem v tem smislu. Ta industrializacija, ki omogoča ogromno novih delovnih mest, mora temeljiti tudi na tako imenovani zeleni perspektivi, tudi na tako imenovanem krožnem gospodarstvu, na pametni specializaciji, digitalizaciji, vendar vse te stvari moramo gledati povezano. Ne samo preko specializacije, ne samo digitalizacije, ampak tudi učinki tega in industrije na zaposlovanje, na socialno politiko, tudi na delovske pravice, na vprašanje davkov, na birokratizacijo, na predpise. Želim samo reči, da odpreti samo eno temo, brez odpremo celotno vprašanje družbenega ustroja in perspektive, ne bo potegnilo voza tako hitro naprej, kot bi si želeli. Predvsem je pa pomembno, da ne zaspimo, da smo del vseh teh sprememb in da aktivno sodelujemo tudi z našim potencialom, ki ga je izjemno veliko na področju znanja, na področju inovativnosti, na področju kreativnosti, če želite, in idej. Tu smo bili vedno močni, včasih nam manjka pri sami realizaciji, predvsem se pa dajmo povezovati in sodelovati. Ne, da vsak obdeluje svoj vrtiček, ampak se povezujemo v celote in se v tej kot celote povezujemo potem z tretjimi. Kako iz evropske perspektive vidite evropski industrijski preporod in kako se vanj lahko vključi Slovenija? V Evropi se je z novo komisijo začelo ponovno govoriti o industrializaciji Evrope. Cilj je 20% bruto družbenega prihoda iz Evropske skupnosti. Ukrepi oziroma okolje, ki jih je Evropska komisija pripravila in so šli tudi skozi parlament, so povezani z novim investicijskim načrtom, povezani z digitalizacijo Evrope, z energetsko unijo, krožno gospodarstvo, ki je kot nov izziv Evrope, in v ozadju tudi sredstva, ki so temu namenjeni. Sam vidim, da moramo v Sloveniji iz zelo zdravega jedra, ki ga imamo, ki konec koncev izvozi 70% bruto družbenega prihoda, iz leta v leto nam narašča izvoz, poiskati tiste, ki so sposobni okoli sebe povezati čim več razvojnih jeder, ki bodo konkurirali na zelo odprtem konkurenčnem trgu, tako znotraj Evrope, kakor tudi na svetovnem trgu. Delno tu lahko pomaga država tudi s temi ukrepi, ki prihajajo iz Evropske unije, predvsem pa po mojem globokem prepričanju vzpostaviti odlično osnovno infrastrukturo države, kar pomeni od pravne države do kvalitetnega šolstva, do, če hočete, tudi infrastrukturnih stvari, kot so
železniško omrežje, dobre povezave, širokopasovne povezave in podobno. Tako da zadeva je večplastna, država naj čim bolje opravi svoje delo in prepusti gospodarstvo, da bo v okolju, ki ga Evropa nakazuje, našla tudi svoje mesto v prihodnosti. Projekt Digitalna Slovenija bo v letu 2016 vodilni projekt Gospodarske zbornice Slovenije. Kaj so njegovi dolgoročni cilji in njegove prve kratkoročne aktivnosti predvidene? Jaz mislim, da digitalizacija že poteka, tako da vsi mi smo pravzaprav to sprejeli kot nekaj, kar je že del našega vsakdana in pravzaprav je samo še potrebujemo neko združevanje tudi na Gospodarski zbornici v tej smeri. Jaz mislim, da je ena osnovnih stvari, ki se moramo zavedati, je, da moramo združiti vsebine pa digitalizacijo. Na Gospodarski zbornici je ogromno nekih vsebin, kar pomeni ogromno združenj, ki imajo specifične vsebine, od turizma, industrije, elektroindustrije, avtoindustrije in tako naprej. In če se združimo in te informacije in znanja, ki jih imamo, tudi uporabimo skupaj in ponudimo digitalne rešitve, ki vsebujejo vsa ta znanja, vse te vsebine, hkrati tehnologijo, bomo pa uspeli. Ena stvar za na konec, ki je pa moj cilj, pa mislim, da mora biti cilj Gospodarske zbornice kot entitete, ne samo kot povezovalce, pa v tem, da digitalizira svoje storitve. Kar pomeni, da ratamo na Gospodarski zbornici ponudniki najboljših state-of-the-art rešitev za male, predvsem mala podjetja, ki nimajo možnosti, da bi jih sama razvijala. No, definitivno je današnja konferenca pokazala, da imamo dobre primere, da imamo dobro osnovo za industrijski preporod, da je treba zbrati moči in se povezati, da pa moramo iti v smeri konkurenčnega krožnega gospodarstva. Ne samo konkurenčno gospodarstvo in ne samo krožno gospodarstvo ne bo pripeljalo do industrijskega preporoda. Oboje moramo upoštevati.